6. februarja je rok, do katerega morate vsi, ki želite uveljaviti olajšavo za vzdrževane družinske člane, oddati vloge pristojnim finančnim organom. To lahko storite na 3 načine. Vlogo lahko oddate osebno na najbližji finančni urad ali pošljete po pošti. Priporočljivo je poslati priporočeno, saj jo lahko pošljete vključno s 6. februarjem. Tretji najenostavnejši način pa je preko portala e-davki. To lahko storijo preko svojega računalnika v svojem stanovanju oziroma hiši in v letošnjem letu, če bodo oddali obrazec preko sistema e-davki, se bodo lahko potegovali tudi za nagrado v višini 10.000 evrov. Kot vzdrževane družinske člane lahko uveljavljate otroke do 18. leta oziroma 26., če se redno šolajo in niso zaposleni. Uveljavljate lahko tudi zakonce oziroma zunajzakonske partnerje, starše ter tasta ali taščo, ki nimajo lastnih sredstev za preživljanje. Novorojenega otroka lahko uveljavljate kot olajšavo za celotni mesec, ne glede na to, kateri dan v mesecu se je otrok rodil. Zavezanci za dohodnino lahko olajšavo uveljavljate skozi celo leto, na mesečni ravni preko delodajalca. Lahko pa jo uveljavite enkrat na leto ob oddaji dohodnine. Najlažje se je izogniti birokratskim oviram tako, da se izpolni obrazec, kjer zavezanec uveljavlja olajšavo na mesečni ravni. Pošlje ga svojemu delodajalcu in potem v zvezi z dohodnino praktično nima nikakršnih obveznosti več. Sami se odločite, ali želite tekom leta prejemati višjo mesečno plačo ali pa prejeti enkratni znesek. Kaj lahko storite, če boste rok za oddajo vlog zamudili? Bo prejel informativni izračun dohodnine na dom, v katerem pa ne bo vključena ta olajšava. V tem primeru ima potem zavezanec možnost, da v 30 dneh od datuma odpreme informativnega izračuna poda ugovor zoper informativni izračun. Koliko boste prejeli ali plačali, najhitreje izveste s testnim informativnim izračunom. Izmed spletnih brskalnikov vtipkamo finančna uprava. Prvi zadetek. Samo odpre spletna stran. Potem poiščemo e-davke. Gremo na portal. In tukaj, to je portal e-davki, obstaja vstop za registrirane uporabnike. Preko tega vstopa lahko potem oddamo vlogo za vzdrževanega družinskega člana elektronsko preko sistema e-davki. V našem primeru bomo pa samo testno izračunali dohodnino, torej gremo v vstop brez registracije, zberemo dohodnino in pa napoved za odmero dohodnine za leto 2016. Odpre se nam poseben obrazec, kamor vnašamo podatke o naših dohodkih in pa o vzdrževanih družinskih članih in na koncu potem tudi izračunamo. Posebna olajšava obstaja tudi za starše gluhih in naglušnih otrok. Starši imajo možnost, da uveljavljajo svojega otroka kot vzdrževanega družinskega člana s posebno oznako, tako imenovano A5, pod pogojem, da imajo starši posebno odločbo Centra za socialno delo o priznanju dodatka za nego otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo. Torej, če imajo to odločbo Centra za socialno delo, potem to odločbo priložijo k sami vlogi za uveljavljanje olajšave. Vlogo za uveljavitev pravice do dodatka za nego otroka z oznako N1 najdete na spletni strani Centra za socialno delo. Obrazcu morate priložiti tudi fotokopijo zdravstvene dokumentacije vašega otroka, ki ne sme biti starejša od 1 leta.